Imaš režiserja, ki se kar malo zdere in ker si to prenašamo, ker kao tak je in pač to je za umetnost. Ne? V bistvu pa se mi zdi, da zdaj mlajše generacije pač ne bomo več tega prenašali. No? Ringelšpil. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v Večerovem podkastu. Zdravo, dobrodošli v Večerovem podkastu Ringelšpil, kjer spoznavamo zanimive ljudi povezane z Mariborom. Sem Jasmina Cehnar in danes nadaljujemo pogovor z Lizo Marijino, sodelavko SNG Maribor, ki jo širša javnost pozna iz televizijskih serij Reka ljubezni in Jašef ter filmov Polsestri in Prasica, slabšalni izraz za žensko. Liza, zdravo še enkrat. Pozdravljeni. In sicer midve sva ostale mogoče pri filmu Prasica, dajva se še malo o njemu pogovoriti. Tu je bila režiserka Tijana Zinajić in pa scenaristka Iza Strehar. Ta film je bil na nek način znanilec ženske pomladi v slovenskem filmu. V ospredje zdaj tudi v tem času prihajajo številne režiserke od Urške Đukić, Sonje Prosenec, Urše Menart, ki odpirajo nove, drugačne teme. Ne vem, kako močno se mogoče ti čutiš del tega novega ženskega vala. Ja, mislim, res lepo, da si izpostavlja to, no. Se mi zdi, da je res en novi val, ja. Mislim, prav ženske režiserke, no, tudi v gledališču se mi zdi med mladimi, da ja, super, ne vem, zdaj, če se prav čutim povezana s tem, no, zdaj si tako izpostavlja in ja, mogoče je res, pa razmišljam, če ni bil tale od Urše Menart, ta luzerka, ne, je mogoče bilo celo kako leto prej, nisem ziher, no, ampak res, ja, očitno sem del tega, no, očitno sem. Tako da me zelo veseli, no. Ja. V bistvu pa lahko govorimo o tem, da je ta industrija še vedno moška? Ja, kaj pa vem, mislim, težko bi zdaj posplošila, ampak pač absolutno še vedno živimo v moškem svetu, no, to ne morava drugače reči, se mi zdi, no. Zdaj pa, ja, očitno se stvari spreminjajo, no. Mogoče kako čutite vi in vaše kolegice ta moški svet v svetu igralstva? Ja, se mi zdi, da je tu spet zelo odvisno, a ne, v kateri ekipi si, mislim, da je to še vedno, to recimo, da to, ko sem jaz študirala, se veliko govorilo o tem, da je sama dramatika ima veliko več moških vlog že v štartu, ne. In to mogoče danes jaz niti ne občutim tega, a ne, ker se mi zdi, da vedno več se dela avtorsko, mislim, da nekako se mi zdi, da imamo ogromno dobrih ženskih igralk pri nas, a ne, tudi režiserke si omenila, in se mi zdi, da imamo svoje mesto, a ne, da je pač te ostanki patriarhata se absolutno še vedno čutijo, ne. Ampak se pa stvari spreminjajo, no, in tudi ne bi kar zdaj vrgla vseh moških v en koš, ali pa da, mislim, se mi zdi, da tudi med moškimi, no, se pač v bistvu prebuja to eno zavedanje enakopravnosti, no. Zdaj pred časom se je zgodbo spolnega nadlegovanja strani profesorja izpostavila vaša kolegica Mija Skrbinac. Kako varno je v bistvu igralsko okolje sploh za mlade igralke? Ja, očitno niti ne, no. Absolutno se stvari spreminjajo, no. Se mislim, da je to bil ena taka kaplja čez rob ali pa pač nek poriv, no, ker ona se res se izpostavlja s tem, a ne, pa absolutno verjetno ni prva, no, ker se je nekaj tako dogajalo, ampak je naredila, se mi zdi, velik korak za celotno družbo, ali pa vsaj to gledališko, filmsko srenjo. No, takrat se je pol tudi zgodil en odziv, Z nami se neha, hashtag Z nami se neha je ena skupina, večinoma so igralke, no, čeprav mislim, da ne vse, no, v glavnem, one so se pač formirale kot, ker so hotele, da se to neha,
in se je pač takrat tudi razvil certifikat Iskra, ki se bo zdaj počasi cilja, da se uvede po gledališčih in po produkcijskih hišah. Mislim, da ga že Ljubljanske lutke oziroma Mladinsko gledališče v Ljubljani ga že ima. Upam, da se bo pač tudi naša hiša odločila za to. Gre pa za pač pridobitev certifikata, zahteva, ima neke pogoje in v bistvu to, da se izobrazi ljudi, ker tudi to je v bistvu pomembno. Mislim, jaz recimo znam zelo jasno že postaviti mejo, ne? In pač tudi meni se zgodijo kakšni neprimerni komentarji in vidim, da neke generacije moških pač preprosto, pa nočem jih nič braniti ali kakorkoli, ampak eni preprosto ne vejo, da je to narobe. To pač danes ni več. Mislim, ne moreš ti tam neki mene ogovarjati, 20 let starejši od mene, ali pa, ker moški mojih let v bistvu tega ne počnejo več. Se mi zdi, mislim, jaz nimam teh izkušenj, no, so ponavadi starejši in pač to je leta in leta bilo normalno, mislim, in verjamem, da se danes čudijo, ne, ker se v bistvu on se malo poheca, jaz pa tam vsa zoprna, kao, ne, ampak pač pač to se ne dela več, ne. In mislim, da je treba tudi družbo malo izobraziti, mislim, predvsem moške, ki se niti ne zavedajo, da je, kako tečno je to, in tudi opolnomočiti ženske, ki so leta in leta bile tiho in to kar prenašale, ne. No, to je ena od zahtev certifikata, kaj še pride pol zraven. Pol so neke, na 2 leti nekaj izobraževanja o mobingu, kar se mi zdi genialno, ker to pač rabimo. Ne vem, kako je pri vas, ampak teater se mi zdi, da je eno tako okolje, ki je zelo, mi tam delamo umetnost, ne, in pol in vsi ti odnosi, ki se dogajajo v mestu, je kar kao normalno in kar pač, ne vem, imaš režiserja, ki se kar malo zdere in kar vsi to prenašamo, ker kao tak je in pač to je za umetnost, ne. V bistvu pa se mi zdi, da zdaj mlajše generacije pač ne bomo več tega prenašali, no, pač, mislim, jaz ne mislim si zdaj še dodatne terapije plačevati za to, ker se nekdo v službi dere name, pač ne, a ne. In to se spreminja, no. Tako da, ja, izobraževanja, ne vem, zdaj, da ne naštevam vseh teh pogojev, ampak ja, certifikat Iskra, o tem boste gotovo še slišali, no. Se mi zdi, da je to nekaj, kar bi bilo super, no, še kje drugje, kot samo v gledališču ali pa na filmu, ne. Greva na drugo temo. Slovenska filmska scena je kar majhna, ne. Lahko igralec izključno od filmov pa televizijskih nadaljevank sploh razvije neko konkretno kariero pri nas? A da bi samo to počel? Ja, vprašanje. Mislim, mogoče že kariero v smislu neke prepoznavnosti, ampak ne vem, če se da od tega živeti, ker zdaj, ne vem, jaz trenutno sem na Šef in pač mene zdaj par let noben ne bo povabil na neko serijo, ker sem pač tam za ene ljudi sem jaz zdaj Katja, ne. Pač in premali smo, da bi, mislim, pač jaz zdaj ne bom snemala serije nekaj časa, mislim, zato, ker je to naporno početi, pa tudi to, kar sem rekla, no, se mi zdi, da težko, no, da bi, pa seveda eni snemajo več kot drugi, ampak ne vem, po moje bi težko samo to počel, no. Ja. Ampak tega ne razumem, zakaj vas zdaj ne bi vabili v druge serije, zdaj ste pač vroča roba, mislim, ni to potem logično, da vas probajo to vaš slavni moment izkoristiti in svojo serijo povzdigniti v bistvu. Ja, ne vem. Zanimivo, no, ko si tako vprašala, sem pomislila, mogoče pa res, ampak se mi zdi, da to ne vem. Ali je premali trg v bistvu? Ja, po moje, da pač malo pazijo, no, da ona je zdaj bila tam, zdaj iščemo neke nove mislim,
Ja, ne vem, se mi zdi, da tudi ljudje, če gledajo vsak dan neko serijo, da se kar poistovetijo s tem. No? Se mi zdi, da kar mora miniti nekaj časa, da... Ja, no, čeprav potem eni obrazi so pa v serijah non-stop in non-stop že leta in leta in leta, ne? Tako da zdaj dvomim, da res iščejo nove obraze v resnici. Mogoče, ja, mogoče pa to sam moj vtis, ali pa da jaz sem bila v 2 serijah, pa mogoče slučajno, da je med njima par let minilo. No. Kako dobro ali pa slabo se živi od igralskega poklica pri nas? Misliš finančno? Ja, finančno. Ja, jaz se veliko sprašujem zadnje čase o tako čisto finančni svobodi, ampak to v smislu, da lahko, ne vem, si vzamem 1 leto fraj, recimo, da ne izgorim. Ne? To so pač zdaj moje sanje. Mislim, ne bom se pritoževala, jaz živim čisto v redu, ampak ni pa to zdaj, da obogatiš od tega. No. Seveda, to, kar si prej rekla, da ta blišč pa to, da se mi vidi, da ga ne maram. Mogoče jaz tudi ne znam izkoristiti, ne? Se mi zdi, da se eni pač tu boljše znajdejo. Ne? Jaz bi mogla pač, ne vem, zdaj, ko sem v neki seriji, to nekako zarajdati, pa malo, ne vem, pa še biti v kakšni reklami, ali ne vem. Se mi zdi, da enim gre to boljše, drugi smo radi tako bolj anonimni, ne? Pa boh ne daj, da bi se kdo preveč hotel slikati z mano. No? Ampak ne, čisto v redu se lahko živi, zdaj je pa težje biti na svobodi, ne? Absolutno. Jaz pač kakorkoli dobim plačo vsak mesec, ne? In je to dovoljno za kredit in si izkusila svobodo, ne? In veš, kako je stanje. Ne? Zdaj, mogoče, kaj pa te na slovenski film, pač igralski sceni najbolj frustrira? Ja, po moje ravno ta majhnost, ker se hitro tu nastanejo neki klani, če ne kar družine. To, no, da si hitro obredil vse neke klike, ali ne vem, in se mi zdi, da se hitro si pred tem v bistvu nimam kam iti, ne, in jaz sem že od parih kolegov slišala, jaz bi imela svoj teater hočem imeti, ker to je nekako to, pač ja, res je majhno in te začne frustrirati lahko, no. Si se zato lotila samostojnega igralskega projekta? Zdaj pa ne vem, na katero namiguješ. Nekaj sem slišala v zvezi z zgodbo o odvetnici, takšni vražji odvetnici. Okay. To sem slišala, da nekaj se kuha. Nekaj se kuha, ja. Ja. Ne, moram reči, da jaz tam nisem bila pobudnik, no, ampak Zoltanom, no, ki je tudi najin vezni člen, ne, v bistvu midva nekako že odkar se poznava, se tu rojevajo neki projekti in prek njega v bistvu, pa veš, kaj je bilo, ja, v bistvu sem jaz objavila na Facebook neko sličico, ko dobivam Vesno in v smislu, da zdaj pa bi počasi spet kako Vesno, ker trenutno nima nobene filmske vloge in jo že malo pogrešam. In je to Zoltan videl in nekomu omenil in se je pač rodil ta projekt. Zdaj mi pač iščemo tu finančna sredstva, ne, ker spet to pomeni lotiti se sam projekta. Ne. Se bo treba prijaviti na kak razpis, Zoltan išče sponzorje. No. Tako da ja, upam, da se bo to dejansko realiziralo. No. Ampak ja, evo, to pač, če bi to šlo čez, ne, mislim, to je igralsko, je to res nekaj, kar bi po moje vsaka igralka hotela zagrabiti, no. Ker je pač to res super rola, no. Tako da upam, da bom lahko kaj več povedala o tem, no. Ko bo aktualno. Ampak si zato pristopila k temu, ker pač pogrešaš mogoče na redni službi neke stvari in pač... Ja, mislim, verjetno, če bi tu imela ful za igrat, ne bi niti imela časa ali pa te kreativne energije ali potrebe, no, potem, verjetno, ja. Tako da ja, ne... Lahko poveš kaj več o projektu?
Ali še to? Ja, mogoče bi, ne vem, če ima smisel, no, zaenkrat o tem, kaj dosti govoriti, no. Ampak gre za pač neko odvetnico, ki zagovarja v bistvu spolne prestopnike, mislim, to, kar sva že prej se pogovarjala, ona njih zagovarja in potem se v bistvu ona znajde v poziciji žrtve spolnega nasilja, ne. In je super v bistvu preobrat in samo spoznanje oziroma preizpraševanje, no, tega, kaj imamo zakon, pa imamo to neko človeškost, pa ni vse črno-belo, pa mislim, fajn drama, no. Ja. No, upamo, da bo ugledala luč sveta. Ja. Mogoče, ko smo se prej pogovarjali o financah, ne, zdaj tudi Slovenski filmski sklad nekako povečuje ta sredstva za film, ga je letos menda povečal, pa še bi ga naj povečeval. Zdaj, kaj bo, misliš, prinesla to slovenski filmski sceni in konkretno igralcev, konkretno tebi? Ja, ja, upam, da kakšen dober honorar, ne, mislim, ampak absolutno je pač film je v bistvu draga umetnost, ne, in to se čuti, da se vedno nekaj malo proba šparati, pa recimo že samo dejstvo, da pri nas ne moramo snemati zgodovinskega filma, ker je to pač preprosto pač izven budžeta, no. Tako da upam, da bo, ker pač imamo ogromno enih talentov, ne, in med režiserji, scenaristi, dobro, to se velikokrat povezuje, ne. Tako da pač, mislim, je pa pomembno, ne, ni tu zdaj umetnik lačen, pa se pa rojevajo, to pri filmu ne gre skozi, no. Tako da upam, da prinese, da bo obrodilo, no, v umetniškem smislu. Kaj tujina, to vas mika? Kaj pa vem, mislim, vsakeč, ko vidim, da je kak kolega igral v kakem, ne vem, jugo filmu ali pa, ne vem, mislim, ki je v tujini, malo zastrižem z ušesi, ne, kako pa to. Drugače sama v resnici pač nisem zares tako razmišljala o tem, no, mislim, nič kaj ne pogrešam, no. V tem smislu me ne utesnjuje, no, pač to, kar sem rekla, da, mislim, utesnjuje me v tem nekem privatnem smislu, da se tu vsi poznamo, ampak tudi, če ti greš malo, ne vem, v Nemčijo, ne vem, mislim, ne vem, če bo to kaj spremenilo, no, zares. Ne mika, skratka. Mislim, ne da ne bi, no. Ne sanjaš o tem, da bi se prebila. Ne, sanjam res ne, no, sanjam ne, ampak zakaj pa ne, no. Se mi zdi, da dobro, recimo, srbsko, hrvaško znam, no, tako da to bi z veseljem, no, ne vem, ampak tu je pač problem jezika pa vedno, ne, mislim, nemško recimo ne znam, angleško bi se po moje lomila. Ampak ja, mislim, ne da ne bi, ampak ni pa zdaj to mi nekako prioriteta, no. Čeprav potem igralci iz naše regije, ki pa se prebijajo recimo nekam potem, recimo, če gledamo Prekluže, potem večinoma igrajo te stereotipne vloge vzhodnoevropejcev. Ne, mislim, temu tudi potem ne morajo ubežati, ne. Ja. Potem sem raje prva na vasi, ne. To. Ja. Dobro, izven gledališča, filma in televizije pa delaš tudi kot igralka v psihoterapevtskih seansah. Tudi tu, kot si ga že omenila, z mariborskim psihoterapeutom Zoltanom Papom. Kako pa to v bistvu poteka? Ja, tu te moram malo popraviti, ne znotraj psihoterapevtskih seans, no, to še vedno verjetno tam rabijo vso zasebnost. Ampak ja, v bistvu se je razvila MIPS, metoda izkustvene psihodinamske simulacije, kar pomeni po domače, da jaz v bistvu simuliram, ne vem, zaenkrat smo največ sva delala v zdravstvu in
torej simuliram težavne paciente, a ne, ker pač medicinske sestre, bratje, pač mislim osebje, no, medicinsko ima pač to je velik problem, a ne, da v bistvu mislim, vemo, kakve so čakalne vrste in potem pač tudi se to pozna, da ljudje so živčni, no, in imajo v bistvu problem s tem, no, delavci, hkrati pa niso usposobljeni mislim, oni znajo pač poskrbeti za, ne vem, pač kar je treba v zdravstvenem smislu, niso pa usposobljeni pač za komunikacijo, no, a ne, in mislim, tu ni nobenega poudarka, ne, hkrati pa se je pokazalo ravno na teh delavnicah, da je v bistvu zelo potrebno, no, mislim, eno je, to se je pač takoj pokazalo, da so pod hudim stresom, a ne, večinoma, pač tisti, ki so prišli, da je na različnih oddelkih, da imajo podobne težave in že samo, da se je to naslovilo, je pač, se mi zdi bilo blagodejno. No, z mano pa pač in seveda z Zoltanom, no, ki to usmerja in je tu bolj kot terapevt, se pa lahko človek uri v neki komunikaciji, ali ne vem, postavljanju mej, ali deeskalacijske tehnike, no, se temu reče tudi. Hkrati pa se to, ne vem, delala sva tudi na SFU, ko on predava igre vlog in sva tam študenti psihoterapije, ne, oni so lahko vadili, kot da sem jaz pač njihova klientka, ne, in ja, spet malo, da rečem, težavna, pač da se lahko v bistvu pripravijo na svoj poklic, ne, ki je v bistvu ogromna odgovornost, hkrati pa oni med sabo vadijo, a ne, in pač lepega dne se bojo pa znašli tam z realnimi ljudmi, ki, ne vem, so anksiozni, depresivni, ne vem, pač kaj vse se dogaja, no, danes ljudem. Lahko pa bi pač to metodo aplicirali tudi, ne vem, v šole, a ne, tudi učitelji, mislim, da bi jim prav prišlo, pa marsikam, no, po moje bi pač se uriti v komunikaciji, to bi bilo v bistvu ful koristno že dati otrokom, no, seveda tudi staršom, no, ampak to je nekaj, kar vsi znamo, vsi znamo govoriti, ne, ampak v resnici ali se znamo poslušati, ali se znamo, ne vem, znamo povedati bistvo, znamo prijazno povedati, nenasilno, ne. Tako da to se mi zdi, da metoda ima ogromen potencial, no. Ja. In kako se počutiš, ko sodeluješ pred nečem takem? Mislim, kaj ti daje, recimo, to verjetno neko notranje zadovoljstvo, to je, ne? Ja, je. Tako kot sem rekla, se takrat prav spomnim, se tiste prve delavnice, ko so začeli govoriti, se pač fuljene teže se tam izlilo in sploh pa to zadovoljstvo njihovo ob koncu, se mi nismo zares rešili problema, ki je itak sistemski, a ne, v bistvu. Ampak smo pač nekako vsaj delno opolnomočili te delavce in se mi zdi, da je to nekaj, mislim, jaz sem pač igrala tam, to, kar ful rada počnem, hkrati je pa bilo nekaj tako zelo koristnega, zelo življenjsko koristnega. Ker pri umetnosti vedno se malo sprašujem, zdaj, ne vem, a bojo gledalci sem šli domov pa živeli normalno naprej ali ne. Tu mislim res dober občutek, no, ker je nekaj večjega, no, se mi zdi. Ko sem se s kolegi pogovarjala, kaj bi jih zanimalo, da vas vprašam, da poveste. Nekako vsi so najprej rekli, zakaj ste spremenili svoje osnovno ime, ki je bilo, ne, Liza Marija Grašič. Ker nekako ne delujete, kot da se ukvarjate ali pa da verjamete v numerologijo, zdaj pa tudi iz umetniških
Razlogov najbrž to ni bilo, ne, ker ste sredi kariere spremenili ime, tako da zdaj kaj je ta misterij? Ja, ne, to so me v enem obdobju, mislim, verjetno takrat, ko se je sprememba zgodila, ful spraševal, pa mi je vedno bilo v bistvu težko govoriti o tem, zdaj pa nekako čutim, da v bistvu zakaj pa ne, če ljudi zanima. Marsikdo misli, da je umetniško ime, čeprav ti si prva, se mi zdi, kaj je tako jasno rekla, pač sredi kariere, pa menda ne. Jaz si pač predstavljam, da to ni problem, ne, glede na to, kakva mala država smo, pa da je to vsem jasno. Ampak ja, v bistvu to je nekje moj 4. priimek že. Ja, nisem še bila poročena, ampak tako kot otroku so mi velikokrat menjali priimke in je konstantno bilo to neko to vprašanje pripadnosti, a ne. In ja, pač na eni točki, jaz mislim, da sem takrat imela, ne vem, skoraj 30 ali kaj, ali pa je bilo to malo prej, se ne spomnim, no. V glavnem sem imela tega dosti. Jaz bi se takrat poročila, ampak še nisem imela snubca takrat izbranega. Tako da sem pač rekla, mislim, sem pol to svoje srednje ime, Marija, si pač dala v priimek, no. Nekako tudi, mislim, Marija je po babici, ki je nisem poznala. Hkrati pa je Marija tudi neka materinska figura, tako zelo zaščitniška. Jaz sicer nimam te krščanske vzgoje, no, ampak sem tu našla eno tako lepoto v tem, no, pa neko, se mi zdi, da je Marija en tak lep simbol, no, ko ne rečem usmiljanja in zaščite in materinskosti, no. Tako da mi v bistvu tudi paše biti pod njenim okriljem. Bo še 5. priimek, mislim. Ja, tak vse kaže, ja. Da ne boš podrla kakega rekorda glede teh priimkov. Ja. Kaj pa počneš, ko ne igraš? Imam psičko, no. Mislim, imam tudi fanta, no. Ampak to mi je ena taka... Ampak prioritete so prioritete, ne? Tako, ja. Ne, ampak to je super, ker gre ful dobro skupaj, no, oboje. Zdaj, ena velika ljubezen je tudi, so vse te neke, ko ne rečem, somatske tehnike, no, recimo yin yoga tudi je velika ljubezen in vse, kar mi je nekako pomagalo se zregulirati, no, od tega, da sem bila taka, jaz sem, ne vem, strastna kadilka in konstantno živčna in slabo sem spala in se mi zdi, da mi je pač, poleg psihoterapije, ki je pač en del tega celjenja, so mi te telesne vaje v bistvu ena ful pomembna stvar, no. Mislim, jaz po mojem vsak dan ležim na tleh na yoga metu, no. Ker si recimo hrbet spustim v tla, no, take stvari, to mi je velik del, no. Prizemljitev. Ja, ali pa zdaj spet vrt, no, se začenja, tako da... Še ena prizemljitev. Ja, v bistvu ful te zemeljske stvari, ja. To mogoče. No, še to, da povem. Nastaja ena drama, v bistvu v sodelovanju z Matejo Kokol, ki mislim, da jo mariborska publika bi mogla poznati, no, režiserka. Ona je režirala tega Elvis Škorca, no, ki je v bistvu druga najbolj gledana predstava v SNG Maribor. No, midva pa pripravlja za eno mladinsko predstavo mislim, zaenkrat se še piše drama, o menstruaciji, ki bo pa za mlada dekleta in fante. To se mi zdi tudi ena taka tema, ki v bistvu zelo vsakdanja, hkrati pa še vedno malo tabu, pa malo še čist ne vemo. Zdaj sicer vem, da ženska si lahko vzame frej dan, če ima krče, ne. To se mi zdi tako malo. Jaz recimo nimam krčev, ampak bi vseeno rabila frej dan, ne, ker sem pač ful brez energije, no, takrat. Tako da ja, to mi je ena taka ful ljuba tema v bistvu.
nekaj, kar me v bistvu spremlja konstantno, in bi rada napisala nekaj takega, kar bo kar bo pač dalo popotnico mladim ljudem, da se pač v bistvu, da neha to biti samo neko nujno zlo, no, tako. In potem boste šli po šolah. Ja, nekako to je plan, no, to je po moje za kakje, ne vem, 11 plus ali kaj, 12 plus mogoče. Tako da to so po moje mladi ljudje, bi bilo pa super, če bi predstava korespondirala, no, tudi s starejšimi. To se je recimo pri Elvisu zgodilo, no, ta Elvis Škorc, da tudi tovarišice, pa včasih pridejo kakšni mlajši otroci, pa pol imaš srednješolce in v bistvu vsi gledajo. In vidiš, da se smejijo različnim stvarem, ampak predstava je še vedno je pač tako neki zelo taka življenjska tema in nagovarja vse ljudi, a ne. Se mi zdi, da tudi pač menstruacija nekaj tako vsakdanjega bi v bistvu morala, a ne. Ampak ja, je pa fajn imeti po moje neko ciljno občinstvo, no, kar so pa pač mladi odrasli. Ok, greva še po hitrem postopku nekaj vprašanj, ker nam malo zmanjkuje časa. Če bi lahko igrali v kateremkoli filmu v zgodovini, katerega bi izbrali? Izbrala. Kaj pa vem? Prasica. Ja. Prav čas, prav kraj, ne? Obstaja kakšen film ali pa serija, ki se ne moreš nasititi? Ne. Ne? Ok. Imaš mogoče kakšen film ali pa serijo, ki je tvoj guilty pleasure, torej da ne razglašaš ravno, da ti je všeč, ker ne velja ravno za neko mojstrovino? Ne, v bistvu sem pred kratkim slišala za ta kviz, vem, da so se neki norčevali, pa sem bila tako včasih, mislim, pač kadar sem utrujena, pa hočem nekaj tako, ne bi zdaj šla gledati filma, gledam kviz, vem, no, v bistvu zabavno, sta mi všeč voditelja, pa še tako nekako imam občutek, da se nekaj naučim novega, no. Sam ne vem, če je to guilty pleasure, ampak v tistem momentu, ko so se eni ljudje nekaj norčevali z tega, sem malo začutila to, no. Ne vem, če sem pol na glas povedala, ampak ja. Ali si kdaj v svojem običajnem življenju uporabila svoje igralske sposobnosti, da si se rešila z kakšne zagate ali pa dosegla kaj? Ne, mislim, enkrat se spomnim, da sem eno poletje, pač ne vem, spila sem 3 piva, recimo, pač niti nisem bila tako pijana, ampak so me ustavili pač na kolesu in sem napihala in pol sem tam se jokati začela, ko sem videla, da bom dobila ful kazni. In mi je takrat še babica rekla, kaj se nisi kaj zmenila, saj si ženska, ne, pa sem bila tako, ja. Tako da ne, v bistvu ful premalo, no, ja, moram se tu malo bolj zavedati svojih čarov, ne mislim samo teh ženskih, ampak tudi tako igralskih sposobnosti, ja, mogoče bi mogla malo več. Ja. Kaj bi svetovala mladim, ki si želijo igralske kariere? Ja, to sem enkrat že povedala za Pil. Za Pil? Ja, nekaj, kar sem sama brala, ja, to še vedno obstaja. Ne vem, če še Teta Justi. Ne smo imeli radi, ja. Ja. Ja, absolutno super, da gledate vse te serije pa spremljate, ampak se mi zdi, da da se veliko pa bojo naučili, če bojo pogledali stran od ekranov, no, pač v resnično življenje. Pač opazujte ljudi, opazujte odnose, sami vase poglejte. To je, ja. Ok, pa bomo s tem tudi zaključili. Liza, najlepša hvala, ker si bila moja gostja. Gledalci in poslušalci, vas pa še enkrat vabim, da sledite Ringelspielu, se nam naročite, ga lajkate, mu komentirate, mi pišete, predlagate goste. Vesela bom odzivov in še enkrat se vidimo, beremo in slišimo na www.večer.com.